1.1. začne veljati zakon o osebni asistenci, pa me zanima, ali ste že ugotovili, da bodo kakšne težave, kje bi bile težave, kako je glede ocenjevanja, zdaj se tu bo že verjetno kar nekaj rezultatov glede uporabnikov in števila ur. Zdaj, po zadnjih podatkih, par dni starih, je približno 480 vlog bilo danih na centrih za socialno delo, od tega jih je bilo okoli 280 mnenja že izdelana. Nekako računamo, da bodo do 15.12. vsa mnenja izdelana in seveda bodo uporabniki in uporabnice odločbe dobili. Zaenkrat s terena ali pa strani uporabnikov, ki so že prejeli mnenja, ni kakšnih prav velikih nasprotovanj ali pa nezadovoljstva. Kar se tiče izvajalcev za izvajanje osebne asistence, je približno 18 izvajalcev že na nas naslovilo vlogo, da bi bili izvajalci osebne asistence, in po njihovem mnenju, imeli smo nekaj neuradnih razgovorov, ne bi bilo tudi težav pri dobivanju osebnih asistentov. Ste kdaj pomislili na to, da mogoče to, da so sorodniki osebni asistenti, da lahko so starši, bratje, sestre, da to mogoče ne bi bilo potem neodvisno življenje, zakaj smo se mi vedno bojili? Mislim, da kar nekaj let že ta diskusija traja, da seveda treba posamezniku omogočati samostojno, neodvisno življenje. To pomeni tudi včasih izven družinskega kroga. Zdaj v tej prvi fazi mogoče smo to še nekako vnesli v zavod, da so tudi člani družinskega kroga možni osebni asistenti, pa seveda evalvacija na terenu pokazala in verjamem, da se v prihodnosti seveda se ne bodo družinski člani odločili za osebno asistenco. Kdaj je smisel se prijeti za zakon za osebno asistenco več kot 20 let, v bistvu zato, ker smo želeli biti aktivni, ker nam to omogoča aktivnost, neodvisno življenje. Zdaj po teh ocenah, ki sem tudi ena izmed ocenjevalk, ugotavljam, da se ne išče, koliko osebne asistence potrebuješ, ampak se išče samostojnost, da mogoče tukaj aktivni ne dobijo dovolj ur, tisti pasivni pa dobijo več ur. Jaz ne bi rekla, da aktivni dobijo preveč ur ali pa premalo, pasivni pa preveč. Jaz mislim, da je pač osebna asistenca neka pravica, ki jo posameznik dobi, koliko ur potrebuje. Verjamem, da pa bo veliko uporabnikov uporabic osebne asistence, ki do zdaj niso bili aktivni in niso niti imeli možnosti, da bi bili aktivni, skozi to osebno asistenco postali zelo aktivni. Da sem zelo vesela, da sem seveda lahko priča vstopu tega zakona v vsakdanje življenje.